Pozdravljeni. Danes si bomo ogledali zgodbo o eni izmed najbolj prepoznavnih barvnih shem v celotnem motošportu. Govorili bomo o zgodovini barvah Martini Racing v Formuli 1. Barvna shema Martini Racing prikliče v spomin različne kategorije motošporta, namreč od Formule 1 do relija, DTM-a, vztrajnostnih dirk in še bi se lahko kaj dobilo. A proizvajalec alkoholnih pijač Martini Rossi je bil ustanovljen leta 1863 in ima, kot ste razumeli, zelo polno in dolgo zgodovino. Kar je za nas bistveno bolj zanimivo je to, da so ga kupili pri Bacardiju leta 1993, kar pomeni tudi spremembo politike oglaševanja, kar bomo videli v nadaljevanju. Namreč zgodovinsko gledano smo mnogokrat opazili tiste značilne barve Martinija na italijanskih znamkah, a od 90-ih let naprej ni bilo več tako. Najprej moramo sploh ugotoviti, kaj je barvna shema Martini. Namreč nikjer ni določeno, da ima tisto belo barvo v osnovi, kot bomo videli. Namreč v moji posesti je originalni našitek iz 70-ih let. In tu lepo vidimo, da barvna shema Martini je temno in svetlo modra ter rdeča z belim napisom. Torej, ukolikor pogledamo, so samo tiste proge značilne za Martini Racing. Osnovna barva seveda se spreminja od primera do primera. Sedaj si bomo pogledali, kaj vse smo videli v Formuli 1. Namreč zgodba o barvni shemi Martini Racing je bistveno bolj kompleksna od tistega, kar so nam pred leti pravili. Napisi Martini se prvič pojavijo v Formuli 1 leta 1972 pri ekipi Tekno in njihovem bolidu PA 123. Osnovna barva je bila takrat rdeča in v naslednjih dveh sezonah smo videli napise, čeprav so se skrivali malce v ozadju. Dokler ni Bernie Ecclestone prepričal, da za njegove Brabhame bi bilo izjemno lepo, če bi imeli napise Martini. Čeprav v prvi sezoni leta 1974 ni bilo velikih uspehov, se je barvna shema takoj prijela med navdušenci, še posebej zaradi tistega, kar so videli v nadaljevanju. Bolid je bil PT44B, Pače in Reutemann sta vsak dosegla po eno zmago, Brabham je bil v tisti sezoni drugi med konstruktorji. In mnogi izmed vas si boste sedaj mislili, da od takrat naprej je ta kombinacija, ki sem vam jo opisal, postala neke vrste stalnica. Ni res. Že v naslednji sezoni so pri Brabhamu imeli motorje Alfa Romeo. Njihov bolid BT45 je bil v osnovi rdeč kot poklon italijanskemu dobavitelju in shema se je bistveno spremenila. Seveda, uspehi so bili bistveno drugačni od tistih, ki so se jih nadejali vsi, a zgodba se je nadaljevala. Problem je bil, da konec sezone 1977 napisi izginejo iz Brabhama. Namreč, če smo pravzaprav natančni, tisti najbolj znani Brabham BT46B, tisti z vetrnico na zadku, je bil res rdeč, je imel temno in svetlo modre proge, a ni imel napisov Martini, temveč Parmalat, zamenjava italijanskega pokrovitelja. To še zdaleč ni konec zgodbe o Martiniju in različnih barvnih shemah. Že leta 1979 so zopet v Formuli 1
tokrat pri svetovnih prvakih ekipi Lotus. In zopet v osnovi lahko vidimo drugačno barvo. Tisto klasično britansko zeleno British Racing Green, kajti tudi pri Lotusu so takrat zapustili tisto znamenito črno-zlato kombinacijo in poizkusili nekaj drugega. Čeprav po mojem osebnem mnenju nekaj, kar ni tako prijetno na pogled. In tudi uspehi so bili daleč od želenih. In to iz formule Martini izgine. Posvetili so se drugim kategorijam, vztrajnostnim dirkam in seveda reliju. Znano je njihovo sodelovanje z znamko Lancia, kjer so dosegli fantastične uspehe. A to so zgodbe iz drugih kategorij. Mi se bomo ukvarjali s Formulo 1. Namreč Martini kot pokrovitelj se vrne v Formulo 1 v sezoni 2006. Skromno se pojavi z majhnim napisom pri Ferrariju. In tu je treba opomniti, da ko pride v Williams med sezono 2015 in 2018, se je govorilo, da vsota, ki so jo plačali pri Ferrariju, je bila pravzaprav enaka tisti, ki so jo plačali Williamsu. In vsak med vami točno ve, kako veliki so bili napisi v prvem in v drugem primeru. In prav pri Williamsu nastane tista velika zmeda. Namreč mnogi novinarji so navajali, kako se je vrnila tista znamenita, legendarna barvna shema Martini v Formulo 1. Seveda v drugih kategorijah so bili bistveno bolj prisotni, kot sem omenil pri Lanci, ampak tudi pri Porscheu v vztrajnostnih dirkah, kjer so dosegli, kot sem že omenil, ogromno uspehov. A seveda tudi z Williamsom med sezono 2015 in 2018 je bilo bistveno boljše kot tisto, kar gledamo danes. A vseeno, konec sezone 2018 so se odločili, da bodo zopet izstopili iz Formule 1. Seveda, sam sem pristaš tiste male nostalgije, kar se tiče posameznih barvnih shem, in izjemno sem bil vesel ponovne vrnitve te znamke v Formulo 1. Ena izmed, po mojem mnenju, najlepših barvnih shem se poda na različne bolide z različnimi učinki. Če se vpraša mene, katera kombinacija oblik in barv je najbolj prijetna za oko, je tista, ki smo jo videli na Porscheu 917 leta 1971. Zmagovalec dirke za 24 ur Le Mana. Marsikdo med vami bo sedaj začuden, kako da mi je všeč prototip, ki je zmagal vztrajnostno dirko v primerjavi z bolidom Formule 1. Treba je biti malce raznolik in gledati tudi na druge kategorije. In tudi v tistem bolidu je bil nekdo, ki je nam, navdušencem, izjemno dobro znan. Med ekipo zmagovalcev je bil tudi Helmut Marko in legenda pravi, da šasija tistega Porschea je bila z magnezija, torej izjemno nevarna šasija. Kolikor bi se vnela, jo ne bi pogasil nihče. A seveda, kar se tiče tiste skladnosti oblik, tako samega prototipa kot barvne sheme, je po mojem mnenju nekaj najlepšega, kar smo lahko videli do sedaj. A kot običajno gre za moje osebno mnenje, s katerim pa se lahko tudi ne strinjate. Kar se tiče kratke zgodovine barvne sheme Martini Racing, je to to. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.